Dober dan. A me slišite? Ja, slišimo. Me slišite? Ja, normalno, v redu. Kakšen odgovor? Slišimo vas. No, jaz upam, da se slišimo. Tema današnjih predavanj je vizualizacija informacij. In sicer si bomo ogledali nekako tele vidike vizualizacije, najprej nekaj besed o slikovnem obratu, potem si bomo ogledali nekaj tako zgodovinsko pomembnih primerov vizualizacije, potem o prvih teh nekako teoretikih, praktikih vizualizacije, predvsem o Edwardu Tufteju, potem nekaj pogostih napak, ki jih delamo pri vizualizaciji, predvsem pri raznih histogramih, in tudi na kakšen način izbiramo pravzaprav najboljšo grafično upodobitev za določene vrste podatkov, potem nekaj o informacijski vizualizaciji in samem procesu, kognitivnem procesu, ki poteka pri razumevanju podatkov. In na koncu še dva primera vizualizacije glasbe, s čimer se ukvarja asistent v našem laboratoriju Bojan Klemenc. No, če gremo kar, ko bi rekel, na začetek. Tukajle vidimo en grafični prikaz slovenske televizije, ki je prikazala, kakšni so bili rezultati predsedniških volitev leta 2017. No, bi lahko kdo povedal, kaj je narobe s to vizualizacijo? A je vse v redu s to vizualizacijo? No, tukajle, če na hitro pogledamo, bi se nam zdelo, da recimo Andrej Šiško, da je dobil približno tretjino glasov od Boruta Pahorja. Ali pa da je Marjan Šarec dobil samo dvakrat toliko glasov kot recimo Angelca Likovič. In tako naprej. Skratka, osnovni problem te vizualizacije je, da dolžina teh palčk v tem histogramu ni sorazmerna z dejanskimi številkami. Kot vidite, tule je Angelca Likovič je dobila manj kot 1% glasov in ima skoraj, ko bi rekel, ta njena palčka je dolga skoraj polovico tega, kar je dobil Marjan Šarec. Skratka, vizualizacija naj bi na vizualni način ponazorila neka razmerja, neke informacije. In če zdaj gledamo samo dolžine teh palčk, so zelo zavajajoče. Res, da je tukajle neka, če vidite sploh na svojem ekranu, je tukajle zelo rahla neka taka razlika v intenziteti, ampak to je tako rekoč zelo težko opaziti, ki naj bi poudarila, da pravzaprav samo dolžina od tele črte navidezne naprej naj bi predstavljala dejanske vrednosti. No, to je ena stvar. Druga stvar je pa pravzaprav to, da
je oblikovalec tegale grafičnega prikaza, ne vem zakaj, pač uporabil neke barve, ki niti pravzaprav ne ustrezajo tradicionalnim barvam, ki jih uporabljajo posamezne politične stranke, tako naprej. Skratka, barve tukaj so samo zaradi neke, ko bi rekel, da je stvar zgleda bolj pisana, ne nosijo pa te barve nobene dodatne informacije. Tako da dva problema sta, da dolžina teh palčk v histogramov ne odražajo dejanskih vrednosti, dejanskih procentov, ki jih je dosegel posamezni kandidat. In te barve so, ko bi rekel, ne nosijo nobenih informacij. Tako da že iz tega, ko bi rekel, lahko potegnemo neke zaključke, predvsem pa to, da žal velikokrat mediji uporabljajo neko vizualizacijo, ampak ta vizualizacija je slaba oziroma v najslabšem primeru celo zavajajoča. Tako da pojdimo malo v zgodovino. Nekaj bomo povedali o tem slikovnem obratu. Ta naša zahodna civilizacija je skozi nekako nihala med dvema poloma. Na eni strani, ko bi rekel, neka besedna kultura, ki je forsirala predvsem ubesedeno informacijo, se pravi z nekimi ali govori ali z nekimi besedili, z nekimi teksti, in na drugi strani vizualne informacije. In če pogledamo v zgodovino, se pravi tam okoli začetka našega štetja v antiko, lahko rečemo, da sta se razvili dve enako močni civilizaciji. Ta klasična grška, ki je na nek način bolj forsirala vizualno plat kulture ali pa, ko bi rekel, vizualno plat informacij nasploh, z razvojem svoje arhitekture, kiparstva in tako naprej. In po drugi strani ta židovska kultura, ki je temeljila bolj na pisnih informacijah. V končni fazi nam je židovska kultura dala tudi Biblijo in veliko teh klasičnih tekstov. Danes po drugi strani živimo v obdobju, kjer je ta intenzivnost produkcije slikovnih informacij prišla do neverjetnih količin informacij, zato ker enostavno imamo danes te tehnične možnosti, da lahko snemamo, reproduciramo, prenašamo, razširjamo kakršnekoli informacije in predvsem vizualne informacije so danes, jih je največ na svetovnem spletu. Tale številka je že precej stara, iz leta 2012, ki pravi, da je vsako uro se je na YouTube naložilo toliko vizualnih informacij oziroma nekih videoposnetkov, ki bi potrebovali 440 let, da bi jih pregledali. Danes po skoraj 10 letih je najbrž ta številka še veliko večja, vsaj 10-krat večja, če ne več. Tako da smo zdaj v nekem obdobju, ki ga dejansko so teoretiki označili kot slikovni obrat, zato ker v današnji kulturi, v današnji civilizaciji slike pravzaprav so
skoraj bolj pomembne kot besedne informacije. In to po kar najbrž nekaj stoletjih, ko je na nek način bila privilegirana pisana kultura, pisne informacije in tako naprej. No, ta pojem slikovnega obrata sta na nek način neodvisno v začetku 90-ih let nekako definirala, odkrila dva profesorja, Američan Mitchell in Švicar Bem. In več o tem si lahko preberete na tem linku, ki, ko bi rekel, bolj poglobljeno razglablja o tem slikovnem obratu. Zdaj, kakšni so ko bi rekel, tehnične podlage za ta slikovni obrat, ne? Se pravi, pred letom 1500 oziroma 16. stoletjem, ko se je bilo odkritje tiska, tiskanih knjig in tako naprej, ne, so se informacije posredovali predvsem z rokopisi, ne, in že reprodukcija besedila je bila zahtevna, medtem ko slikovne informacije so bile tako rekoč vse unikatne, ne, se pravi, morali ste imeti zelo visoko izšolane ljudi, ki so znali recimo slikati, risati in izdelovati neko, rekel, vizualno informacijo. No, kmalu po iznajdbi tiska so potem iznašali tudi metode, tehnike za reprodukcijo slikovnih informacij, to so bili lesorezi, razne vrste teh grafičnih tehnik in tako naprej. Ampak to je bilo še zmeraj veliko dražje, kot pa samo reprodukcija nekih besedil. No, konec 19. stoletja pride do izuma fotografije in kmalu zatem še filma, ki pomenijo zdaj nek nov medij posredovanja vizualnih informacij. V 60. letih 20. stoletja izum televizije, videa kot tehnologije shranjevanja teh videoposnetkov. V 70. se začne razvijati intenzivno računalniška grafika, v 90. ta princip multimedijev kot združevanje različnih, rekel, vrst, zvrsti vizualizacij, pa tudi zvoka na računalniških platformah. Potem predvsem svetovni splet kot medij, ki je omogočal razširjanje teh multimedijskih informacij. No, danes smo pa na nek način vsi na nek način obremenjeni oziroma veliko časa izgubimo, porabimo na socialnih omrežjih, ki jih lahko dostopamo preko mobilnih telefonov. In to je zdaj, ko bi rekel, situacija, v kateri se nahajamo. Zdaj, to vprašanje, zakaj je vizualizacija sploh pomembna? Pomembna je predvsem v tej situaciji, ko lahko govorimo o neki preobremenjenosti z količino informacij, tako imenovani information overload, in vizualizacija lahko postane potem neka smiselna tehnologija, da to veliko količino informacij lažje interpretiramo in razumemo. Skratka, osnovna ideja vizualizacije je, da spremenimo podatke v slike in slikovne informacije ljudje lahko na nek način
lažje in hitreje interpretiramo kot, ne vem, neke velike razpredelnice številk in tako naprej. Če pogledamo malo v zgodovino spet, te vizualizacije, ki jih danes jemljemo tako rekoč za samo umevne, to so razne vrste histogramov in drugih teh osnovnih grafičnih orodij, so pravzaprav odkrili šele tam nekje v 18. stoletju. Eden od pionirjev je bil angleški ekonomist William Playfair in tale slika, ki prikazuje sorazmerje uvoza in izvoza med Dansko in Norveško, to je iz ene njegovih ekonomskih knjig, nazorno prikaže zdaj, kakšno je recimo to razmerje. In on je dejansko poleg takih grafov je odkril tudi histograme, pa potem tele tortne diagrame in tako. Še en pomemben pionir vizualizacije je bil angleški zdravnik John Snow. Sredi 19. stoletja je v Londonu so imeli epidemijo kolere in takrat seveda še niso razumeli, kako se kolera sploh prenaša, da so to neke bakterije, bacili in tako naprej. In Snow je prišel do te bistre ideje, da je primere obolenj za kolero prikazal grafično na zemljevidu Londona. In ker takrat seveda še niso imeli vodovoda, so vsi prebivalci pravzaprav vodo jemali iz javnih vodnjakov. In zdaj incidenca teh primerov kolere se je pa koncentrirala okoli določenih teh javnih vodnjakov, kar je potem prineslo do te ideje, da je najbrž nekaj narobe s to vodo v določenih vodnjakih, da je ta voda okužena. In na ta način so potem, ko so identificirali take vodnjake, so te vodnjake zaprli za uporabo in na ta način, na nek način kontrolirali širjenje kolere v Londonu. In ta način vizualizacije, se pravi, da določene vrste informacij prikažemo na zemljevidu nekega okolja, to je, ko bi rekel, tudi ena od osnovnih metod vizualizacije. No, potem je za zgodovino vizualizacije zelo pomemben francoski inženir Charles-Joseph Minard, ki je skreiral veliko različnih vizualizacij, ampak tale, ki jo vidite pred seboj, je morda še najbolj slavna, najbolj poznana. In sicer prikazuje grafično, kako je potekal Napoleonov pohod na Rusijo oziroma na Moskvo. In zdaj vidimo tukaj dve veji, svetlo-rjava, črna. Svetlo-rjava veja prikazuje pot njegove armade proti Moskvi. In zdaj je potrebno, vse skupaj je to seveda naloženo spet na zemljevid. Tule gre predvsem za področje Poljske, pa potem seveda Rusije. Označene so glavne reke in širina
teh vej prikazuje moč te armade, se pravi število vojakov. In kot vidite, s potekom označeni so tudi, tako bi rekel, datumi, se ta širina teh dveh vej se počasi manjša, kar pomeni, da so te armade izgubljale svoje vojake zaradi kakršnihkoli razlogov. Še posebej ko bi rekel, se radikalno zmanjša število vojakov na poti nazaj. In vidi se, da je običajno velik upad tam, kjer gre za prečkanje določene reke. Recimo tukaj, pa tukaj. Skratka, takrat je prečkanje neke reke zahtevalo, ko bi rekel, veliko neke logistike, nekega napora in pri tem so izgubili seveda na moštvu. Drug tak moment je tudi temperatura. Kajti znano je, da ta pohod je trajal, je šel v zimskem času, so bile zelo nizke temperature in tudi te temperature so povzročale izgubo moštva. Tukaj so potem dejansko označene dejanske vrednosti, ampak na nek način s tem grafičnim pogledom lahko lepo vidimo, kaj je bil glavni problem tega Napoleonovega pohoda, da je zaradi raznih vzrokov izgubil na številu svojih vojakov. No, tole je še ena vizualizacija iz 19. stoletja. Ta znani škotski fizik James Clerk Maxwell, znan po temu, da je postavil te zakone oziroma odkril te zakone termodinamike, je eno od teh svojih enačb sam poskušal vizualizirati na takle način za neko tridimenzionalno površino. Se pravi, tole skulpturo je izdelal v mavcu in na ta način na tem mavcu potem narisal tudi recimo najbrž neke izohipse, kjer neke vrednosti ostajajo konstantne in na ta način skušal olajšati razumevanje teh svojih enačb. No, vse te stvari, ki smo jih videli, no, tudi tole je pravzaprav zadnji primer teh pionirjev vizualizacije, to je bil Američan Edward Muybridge, ki pa je razvil tako metodo snemanja, se pravi s filmsko kamero. Film se je vrtel zelo hitreje kot normalno, zato da bi lahko omogočil študij nekih gibov oziroma nekega gibanja, ki ga je bilo sicer težko razumeti z opazovanjem z prostim očesom. Tako da recimo eno dilemo, ki jo je na ta način prišel do odgovora, je ali pri konjskem galopu v določenem trenutku so vse štiri noge v zraku ali ne. No, ampak on seveda ni študiral samo gibanje živali, ampak tudi kako so se ljudje gibali pri opravljanju recimo določene naloge in tako naprej. In je dejansko razvil cele, ko bi rekel, take scene
oziroma odre, kjer je z večjimi kamerami lahko snemo gibanje določene osebe ali pa živali. No, tole pa res še zadnja stvar teh pionirjev vizualizacije. To je bil Avstrijec Otto Neurath, ki je tam leta 1930 v Nemčiji izdal tak ekonomski atlas, ki je vseboval predvsem vizualizacije določenih stvari, od zgodovinskih vizualizacij, pa čist sodobnih. Tole recimo, tale slika prikazuje število prebivalcev v rimskih provincah v času Rimskega imperija. In kot že prej smo imeli to vizualizacijo teh primerov kolere, je ta primer še en tak, zdaj na večji skali, celo Sredozemlje, kot neka podlaga za vizualizacijo nekih številskih informacij. No, kar nekaj teh stvari imate pravzaprav na spletni učilnici med literaturo, recimo v literaturi je celoten tale knjiga od Otta Neuratha, pa še druge določene knjige. No, potem pa prehajamo zdaj do tega teoretičnega vidika. Zdaj smo videli vse neke, ko bi rekel, praktične primere, ki so jih ljudje na nek način odkrili, kako vizualizirati neke določene vrste informacij. No, Francoz Jacques Bartin pa je poskušal vzpostaviti neko teorijo, pravzaprav neko formalno teorijo, kako grafično predstaviti informacije. Ta njegov poskus je, ko bi rekel, res zelo teoretičen in morda niti nima nekih praktičnih implikacij, ampak kar je pomembno, je predvsem to, da je odkril nekako dve pravili, dva aksioma. Kaj je najboljša vizualizacija oziroma kako primerjati recimo zdaj dve vizualizaciji, katera je boljša. In njegov odgovor je, da najboljša vizualizacija je tista, ki zahteva najkrajši čas za njeno percepcijo. In on se je ukvarjal predvsem oziroma identificiral 7 vizualnih spremenljivk. To je pozicija, oblika, orientacija, barva, tekstura, vrednost in velikost. In zdaj te spremenljivke seveda med seboj potrebno kombinirati. Izhajal je pa iz tega, se pravi, kako je definiral oziroma zakaj je izbral te spremenljivke. Ravno zato, ker je zaznavanje teh spremenljivk se dogaja že na tem nivoju retine v očesu. To smo že zadnjič govorili pri vizualnem zaznavanju, se pravi, da določene lastnosti odkrijemo tako rekoč bottom-up, se pravi iz same slike, se pravi te čutne celice v očesu omogočajo zaznavanje določenih kvalitet elementov, to so oblika, barva, orientacija, tekstura, velikost, vrednost v smislu intenzitete. In seveda vse skupaj mora biti na določenem mestu.
Tako da, ko bi rekel, to je morda še, ko bi rekel, najpomembnejši nauk te Bertenove teorije. Drugi tak teoretik pa je Američan Edward Tufte, ki je znan predvsem po teh 4 knjigah. Visual Display of Quantitative Information, ki je šla leta 1983, potem Envisioning Information, Visual Explanations, pa Beautiful Evidence. Skratka, on ni mogoče vse postavil na neko tak teoretični okvir kot Jacques Bertin, se pravi, njegovi nauki so bolj praktični v obliki nekih pravzaprav bolj pravil, ne. In je bil na nek način posebej med računalničarji zelo vpliven s temi svojimi idejami. Kar je še mogoče zanimivo je to, ne, da je Edward Tufte sam oblikoval, zato ker je toliko verjel v vizualno posredovanje informacij, ni bil zadovoljen z storitvami teh običajnih založnikov, ampak je sam oblikoval knjige, jih tudi sam izdal, se pravi, ustanovil svojo založbo. No, in te knjige so še danes seveda v tisku, jih veselo prodaja in tudi organizira razne delavnice po celem svetu, kjer razlaga svojo teorijo. Kaj je glavni, ko bi rekel, nauk Edwarda Tufteja? Pravi, da moramo pri vizualizaciji informacij stremeti k neki grafični odličnosti, ki seveda vključujejo različne elemente, ne, se pravi, od statistike, grafičnega oblikovanja in tako naprej. In da je grafična odličnost zahteva jasno posredovanje informacij, natančno in učinkovito. In ko bi rekel njegov aksiom, ne, kaj moramo stremeti pri vizualizaciji informacij, je to, da bi neko idejo lahko posredovali v najkrajšem času. To je pravzaprav gre za podobno idejo kot pri Jacquesu Bertinu, ki je rekel, da najboljša vizualizacija je tista, ki jo lahko vidimo, perceptiramo v najkrajšem času. No, Tufte je pa še uvedel, rekel, ta pojem najmanj črnila, ne, se pravi, najmanj črne barve na, rekel, listu papirja. Ne. Skratka, na primerih bomo potem videli, ne, kako je možno pravzaprav eliminirati količino črne barve na papirju, da ostanejo informacije na nek način še bolj izostrene, še bolj jasne. In predvsem, ne, pravi, grafična odličnost zahteva, da povemo resnico o podatkih. Zdaj, kateri so ti konkretno ti njegovi nasveti? Tufte zagovarja neke vrste eleganco, ki se kaže v preprostem dizajnu, ampak v kompleksnih podatkih. Skratka, on ne zahteva, bi rekel, da neke podatke posplošimo, povprečimo in tako naprej, ampak išče pravzaprav ravno to, da čim bolj natančno
prikažemo podatke, ampak zato uporabimo čim bolj preprost dizajn. Prvi tak osnovni princip je, da predstavitev oziroma vizualizacija številk naj bo direktno proporcionalna z njihovo numerično vrednostjo. Se pravi, tisti primer, ki smo ga videli na samem začetku, tisti graf Slovenske televizije, je bil očitno v nasprotju s tem principom. Zato, ker dolžina tistih palčk v histogramu očitno niso bile proporcionalne z procenti glasov. In nekoliko kontraintuitivno se zdi naslednji princip, da če hočemo narediti neko stvar bolj jasno, je potrebno dodati detajle in seveda izbrati boljši dizajn. In dizajn naj dejansko kaže spremembe v podatkih, ne spremembe zaradi dizajna. Zelo pomembno je, da nekako uvedemo neko hierarhijo v teh slikah, da so najbolj poudarjeni ti elementi, ki prikazujejo podatke, neki sekundarni elementi, kot so pa mogoče osi koordinatnega sistema, pa neke druge vrednosti, naj bodo pa recimo prikazane z manjšo intenziteto. In neke identifikacije, kaj je kaj na sliki, naj bodo kar direktno na sliki, ne v neki posebni tabeli poleg te slike. Skratka, vse, kar ni nujno za razumevanje slike, je potrebno na nek način eliminirati. No in tole je zdaj primer implementacija teh njegovih principov v praksi. Tukajle levo zgoraj en tak tipičen diagram, ki ga recimo avtomatično zgenerira Excel. Tu je pa potem zaporedje tega lupljenja odvečnih vizualnih elementov z tega grafa. Kot prvo je čisto nepotrebno, da imamo nek okvir okoli našega histograma. Potem je nepotrebna tale sivina na teh površinah, na teh ploskvah. Smo se tega znebili. Potem je vprašanje, ali je to sploh potrebno, tele črte v ozadju imeti. Lahko smo brez, ko bi rekel, enako dobro lahko razumemo, interpretiramo tale histogram. No, potem je tale zelo pomemben preskok. Ali je to, da so tile vrednosti histogramov prikazane kot neke tridimenzionalne enote, ali je to neka dodatna vrednost. Najbrž lahko s takim bolj čistim dizajnom na nek način lažje primerjamo velikost, višino teh palčk v histogramu, teh stolpcev. In tole še, ko bi rekel, še zadnji korak. Znebili smo se, bi rekel, tele tabele, ki nam reče, da je tale barva predstavlja dobiček, ki je na nek način povsem odveč, kajti že iz naslova tega histograma vidimo, da gre za prikazovanje dobička. Potem se vprašamo, ali so tile črni okvirji tehle stolpcev potrebni. Lahko se jih tudi znebimo.
Potem se lahko znebimo tehle številk, ne vem, nekje na 5., 6., 7., 8. mestu, kar prav gotovo vemo, da ne moramo realno, tako natančno neke stvari zmeriti pa prešteti, tako da je potrebno recimo vrednosti zaokrožiti oziroma dati v nekih enotah, ki jih na nek način lažje razumemo. Se pravi, tule bo šlo 82, se pravi, tule bo šlo za 82 milijonov. Ni treba, ko bi rekel, potem še 6 ničel pisati zraven. No, to je recimo en tak primer aplikacije teh Tuftejevih pravil v praksi. Potem je pa Tufte znan še po nekaterih, rekel, inovacijah na področju vizualizacije. Ena so tako imenovani mali večkratniki, small multiples. Namreč za primerjavo določenih vrednosti bi lahko sicer jih risali na isti diagram, ampak če gre tu za neke stvari, ki imajo, kako bi rekel, različno skalo, ki jih merimo na drugačen način, potem je smiselno vsakega risati zase, samo eno, kako bi rekel, eno spremenljivko, ampak v tako imenovanih večkratnikih in z vizualno primerjavo, kakšen je ta trend, a se dviga, ali ima neke, kako bi rekel, špice, neke luknje, kako hitro se dviga in tako naprej, lahko vizualno primerjamo, ali so določene spremenljivke na nek način med seboj povezane, ali se obnašajo na podoben način in podobno. Tretja stvar so pa tako imenovane, saj to sem še vedel, kako se po slovensko reče, sparklines. Namreč določene, kako bi rekel, tele diagrame lahko naredimo tako majhne, da jih vključimo v samo besedilo. Običajno jih rišemo brez nekih koordinat. Tu nam gre predvsem za to, da lahko zasledujemo, kakšen je trend, ali se dvigajo, ali se spuščajo, imajo podoben trend in tako naprej. Tako da več teh seveda sparklines lahko združimo v mali večkratnik, tako da tole imam potem še en primer kasneje, kako jih lahko združimo, kako jih lahko uporabimo v tabelah. Edward Tufte, če ga pogooglate, se velikokrat njegovo ime pojavlja v povezavi z PowerPointom. In Edward Tufte je bil velik kritik PowerPointa, v tem smislu, da pravi, da PowerPoint ni dobro orodje za posredovanje nekih idej ali pa neke zgodbe. In ta njegova kritika izhaja iz analize nesreče nasinga raketoplana Columbia, ki se je zgodila tam v 80. letih. In sicer, kaj je bilo takrat, že pri samem vzletu je odpadlo nekaj teh termičnih keramičnih plošč z raketoplana, ki
so, ko bi rekel, ščitili raketoplan pred visoko temperaturo, ki jo raketoplan doseže, ko se vrača v zemljino atmosfero. In zdaj raketoplan se sicer uspešno, bi rekel, utiril v zemljino orbito, no in tam je krožil, ne vem, teden dni ali koliko. NASA-ni strokovnjaki na tleh so pa besno analizirali, ali je ta poškodba v tem plašču, ker je toliko teh keramičnih plošč odpadlo, ali je to kritična poškodba in ali bi raketoplan preživel ponovno spuščanje v atmosfero, se pravi pristanek na Zemlji. No in kakšen je bil rezultat? Skratka, da so zeleno luč, vendar je raketoplan dejansko razpadel pri spuščanju v zemljino atmosfero in so vsi astronavti pri tem izgubili življenje. No, ampak ta analiza, ki je potekala v NASA in ta komunikacija od nivoja, rečemo, teh inženirjev, teh znanstvenikov, strokovnjakov, ki so se dejansko spoznali na gradnjo teh raketoplanov, pa na lastnosti teh materialov, na eni strani in, ko bi rekel, tega menedžmenta, direktorjev na vrhu NASA, ki so v končni fazi sprejeli neko odločitev. Ta komunikacija je potekala v obliki PowerPoint prosojnic. In tole je ena taka prosojnica, zato ker pač po tem zakonu o dostopnosti do informacij mora potem tudi NASA morala te prosojnice objaviti čez nekaj let. In tole je analiza, ki jo je naredil Tufte, ki na nek način razloži, da je informacija posredovana v obliki PowerPoint prosojnic lahko zelo zavajajoča oziroma nepopolna. No, tule je še nekaj pravzaprav primerov kritike teh PowerPoint prosojnic. Ena je tudi recimo Jeffa Bezosa, ustanovitelja, lastnika Amazona. Dajmo mogoče pogledati tole, kaj. Ker Bezos je znan po temu, da je prepovedal uporabo PowerPointa pri pač njegovih teh poslovnih srečanjih. In tukaj je sicer, bi rekel, na dolgo razložena tale zgodba, ampak gre se predvsem za to, da je tudi Bezos pravzaprav verjame v to, da je najbolj učinkovito posredovanje informacij med ljudmi, da nekako povemo neko zgodbo. In kako naj bi potekali pravzaprav sestanki pri Amazonu, je tako, da vsak prinese pravzaprav svojo zgodbo oziroma svoje informacije v obliki nekega besedila na papirju in se potem ti papirji na sestanku med seboj pač razdelijo. Vsak prebere naprej te informacije na papirju in potem razpravljajo o teh informacijah. Skratka, ideja je ta, da so dejansko naši možgani na nek način
strukturirani za zgodbe. In zgodbe so na nek način prepričljive, nas lahko informirajo in prepričajo. In neki seznami, s temi točkami, bullet points, so na nek način najmanj učinkovit način za deljenje idej. No, to je, bi rekel, nek stranski korak zdaj pri tej temi vizualizacije informacij, ampak je pa mogoče pomembno. Jaz tudi osebno recimo nisem, se oproščam, to je naša kužika. Tjana, tiho. Zgleda, da se tudi naša kužika ne strinja s PowerPointom. No, skratka, PowerPoint je sicer dobro orodje, ampak znati ga je treba pač pametno uporabljati, tako kot velja za vsako orodje. No, zdaj si oglejmo še nekaj takih tipičnih napak, ki jih delamo pri uporabi že teh osnovnih vizualizacij. To je recimo tako osnovna napaka, da ne prikažemo vrednosti, bi rekel, v celoti, ampak da odrežemo, da začnemo prikazovati šele od neke vrednosti naprej, tele po y-osi. Skratka, vedno moramo začeti pri začetku, pri ničli. In tele navidezno velike razlike se v resnici izkaže, da pravzaprav te razlike sploh niso tako pomembne. In to je, ko bi rekel, to je informacija, ki jo vizualno lahko zajamemo na tejle sliki, ne pa na tejle. Potem naslednja je to, da če hočemo narediti neko primerjavo, recimo, kakšno je stanje v Sloveniji pa na Hrvaškem, potem moramo seveda uporabljati isto skalo. Ne moramo klele, ne vem, da je maksimalna vrednost na Hrvaškem 12, klele pa 600. Skratka, tole spodaj je pravilna slika, ker vidimo, da tele številke na Hrvaškem so na nek način zanemarljive in kako večje so te vrednosti recimo v Sloveniji. Ker je čisto vse, zakaj se gre. Skratka, če želimo vizualno primerjati, potem moramo seveda uporabljati isto skalo. No, tule hočemo prikazati, da barve na določenem, pri vizualizaciji morajo pač nositi nekaj informacij, morajo nekaj pomeniti. Da kar, ko bi rekel, tako naključno izberemo neke barve, to samo vnaša neko zmedo. Ko človek vidi te različne barve, začne gruntati, kaj te barve pomenijo zdaj. In recimo, tlele je potrebno na nek način pri tem grafu razlikovati predvsem tone, katere vrednosti so večje od recimo neke reference, recimo, da je to neka vrednost 0, katere so pa negativne. In tu se izkaže, da je potrebno uporabljati neke standardne pomene barv, da je rdeča barva pomeni običajno neko nevarnost ali pa negativno vrednost, medtem ko zelena barva pa pomeni, da je, ko bi rekel, vse ok, da so vrednosti pozitivne in tako naprej. Ali pa recimo modra barva je pogosto neka taka neutralna, hladna barva in tako naprej. Skratka, barve naj vedno nosijo neko informacijo.
Včasih se težko odločimo, pravzaprav, kateri graf je pravi za prikazovanje, za vizualizacijo določenih podatkov. Tukaj se moramo vprašati, pravzaprav, kaj je naš osnovni namen vizualizacije, da primerjamo, da rangiramo, recimo, ali pa da prikažemo razliko ali pa neko distribucijo in tako naprej. Tako da, glede na, ko bi rekel, ta osnovni namen, potem lažje izberemo neko obliko tega histograma ali pa grafa. Zdaj neka, ko bi rekel, primerjava vrednosti je prav gotovo najlažja z nekimi histogrami, stolpičnimi ali vrstičnimi. Pravzaprav bi lahko rekli, je primerjava velikosti teh vrednosti celo lažja, če imamo tak ležeči histogram. Potem za rangiranje, tukaj nas zanima, recimo, katera je največji. Je tudi mogoče tukaj lažje to odkriti v takem ležečem diagramu. Potem, kakšna je, recimo, kompozicija, sestava nekih vrednosti. Tukaj je morda zanimiv tudi ta tortni diagram, ki omogoča neko tako grobo primerjavo, ampak problem pri tortnih diagramih je ravno to, da je na nek način vizualno zelo težko ocenjevati površino nekega lika. Je, bi rekel, primerjava veliko lažja, če imamo takole stebrične oziroma palične diagrame. Potem recimo to prikazati, kaj so pozitivne, kaj so negativne vrednosti, pa potem razlike, lahko uvedemo še neke dodatne recimo puščice in tako naprej, ki nam prikažejo recimo neko razliko od nekega predhodnega časovnega obdobja in tako naprej. Tako da vedno je pomembno poudariti sporočilo, ki ga želimo posredovati za našo vizualizacijo. Recimo, tale diagram, tale histogram, lahko s temi dodatnimi elementi na nek način sugeriramo neko sporočilo. Recimo, da v letu 2007 planiramo 7% povečanje dobička v primerjavi s prejšnjim letom. Lahko, kako bi rekel, na tale način sporočimo, da v letu 2007 še vedno ne bomo dosegli dobička iz leta 2003. Lahko pa s tole puščico prikažemo, da bomo v letu 2007 nadaljevali povprečno letno rast 6%. In podobno. Skratka, s nekimi dodatki, vizualnimi dodatki lahko, bi rekel, bolj natančno prikažemo naše glavno sporočilo, ki ga želimo posredovati. Včasih smo, ko bi rekel, v dilemi, ali, ko bi rekel, podatke prikazati vizualno ali v neki tabeli s številkami. Izkaže se, da lahko stvari tudi združimo, da so zelo učinkoviti, pravzaprav so učinkovite tabele, kjer nastopajo ti, kako bi rekel, ti večkratniki, small multiples, pa recimo sparklines in tako naprej. Tako da to je recimo en tak bolj sofisticiran primer ene take vizualizacije, kjer se potem zelo hitro, ko bi rekel, da primerjati tudi določene s temi
dodatnimi elementi, ali se neke stvari povečujejo, ali se zmanjšujejo in tako naprej. No, eden od naših diplomantov, se pravi diplomatov računalništva, Andrej Lapajne je ustanovil svoje podjetje iStudio, ki se ukvarja s temi vizualizacijami in ti njegovi paketi in, kako bi rekel, ti nadgradnje, predvsem Excela, je usvojil tudi Microsoft in tako da, bi rekel, je zelo uspešen. Da bomo samo klikati na tale iStudio. Izostrimo informacije je njihov, se pravi, namesto neke take klasične tabele, je zagovarja, bi rekel, neke takele hibride med tabelami in med klasičnimi vizualnimi elementi. Tako da, če koga bolj zanima, si lahko pač to njihovo spletno stran ogleda. No, potrebno je pri vizualizaciji na nek način razlikovati dvoje. Tu gre za dve definiciji. Ena bolj zgodna iz 80-ih let, kot da je vizualizacija metoda računanja, ki transformira neke simbolične informacije v geometrijsko informacijo, ki omogoča potem vizualizacijo in lažje in hitrejše razumevanje. In potem Hart in sodelavci iz leta 1999 pa pravi, da je informacijska vizualizacija predvsem uporaba nekih računalniško podprtih interaktivnih vizualnih predstavitev, ki omogoča raziskovanje nekega področja. Tako da samo področje vizualizacije bi lahko rekli neko podpodročje znanosti, statistike, računalniške grafike in kot neko samostojno področje raziskovanja se je nekje utrdilo šele tam sredi 80-ih let. No in to, kar sem prej že hotel povedati, razlikovati je potrebno, ko bi rekel, dvoje. Vizualizacija, kjer gre za iskanje nekih predstavitev, oziroma da te predstavitve naredimo interaktivne, dinamične, ampak gre za področje, kjer že obstaja nek standardni način vizualizacije. Se pravi, kjer neki fizikalna primerjava teh podatkov že obstaja. Nas pa zanimajo seveda tudi take vizualizacije, kjer je potrebno šele poiskati neke vizualizacije, morda nekih bolj abstraktnih podatkovnih tipov. Se pravi, kjer neka metafora v fizičnem svetu še ne obstaja. In potrebno je imeti mogoče dve orodji, ki igrata veliko vlogo pri vizualizaciji. To je na eni strani ta programski jezik Processing, ki sta ga začela razvijati Casey Race in Stephen Fry. In pa
ta paket matematika, ki ga je Wolfram nekako začel ta projekt, ker gre pa za vizualizacijo, matematičnih, geometrijskih elementov in seveda tudi samega računanja, simboličnega, numeričnega in različnih. Skratka, to sta dve orodji, ki igrata v praksi zelo pomembno vlogo pri iskanju najbolj učinkovitih vizualizacij. Tako da znanstvena vizualizacija, bolj podrobno definicijo si lahko preberemo na Wikipediji, ampak lahko bi ločili različna področja. Skratka, eno gre za vizualizacijo dvodimenzionalnih podatkov, za vizualizacijo tridimenzionalnih podatkov in tukaj so potem, ko bi rekel, različna podpodročja, računalniška animacija, grafika, informacijska vizualizacija in tako naprej. Kar je pomembno, je morda ravno to, da se zdaj ta vizualizacija začela uporabljati tudi na številnih drugih področjih, kjer se tradicionalno ni. Se pravi, tu gre za tisto vejo vizualizacije, kjer šele iščemo primerne načine, kako določene stvari vizualizirati. In humanistika postaja pravzaprav na tako zanimivo eksperimentalno področje, kjer se skuša z vizualizacijo analizirati ali pa lažje razumeti določene strukturne informacije. Tole recimo en večji projekt, link je tule, si lahko ogledate, kjer gre za to, da skušamo vizualizirati določene recimo relacije med različnimi dramskimi besedili Shakespeara, kako strukturo nekih dram vizualizirati in na osnovi vizualizacije potem iskati neke podobnosti in tako naprej. Stephen Fry je, se pravi, eden od avtorjev processinga, je v svoji doktorski disertaciji nekako definiral 7 korakov, ki so potrebni pri vizualizaciji določenih podatkov. Se pravi, v prvem koraku je potrebno pridobiti podatke, potem v drugem koraku je potrebno te podatke analizirati, se pravi, kaj ti podatki pomenijo in jih recimo razdeliti v neke kategorije. V tretjem koraku je potrebno te podatke filtrirati, se pravi, nek šum, neke stvari, ki niso pomembne, odstraniti. V četrtem koraku gre za uporabo teh različnih metod iz statistike pa podatkovnega rudarjenja, da bi odkrili neke vzorce v podatkih, jih na nek način definirali v nekem matematičnem kontekstu. Potem v petem koraku gre za iskanje najbolj učinkovite vizualne predstavitve teh podatkov, se pravi, izbrati zdaj ali nek histogram ali neko seznam ali drevo, karkoli. V šestem koraku gre potem za izboljšave te osnovne vizualne predstavitve, da bi postala bolj jasna, vizualno zanimiva. In v sedmem koraku, kako lahko z metodami manipulacije podatkov naredimo vso stvar interaktivno, tako da je lažje potem analizirati, kakšna so razmerja med različnimi spremenljivkami. Tako da, če bi zdaj teh 7 korakov
skušali postaviti v širši kontekst, bi lahko rekli, da seveda to zajem in parsanje podatkov gre na področje računalništva, potem filtriranje, rudarjenje podatkov na področje matematike, statistike, potem to iskanje najboljše vizualne predstavitve pa izboljšave na področje grafičnega oblikovanja in v končni fazi še ta interakcija, pa na to pravzaprav naše področje vizualizacije informacij in teh vmesnikov človek-računalnik. Tako da gre res za neko dosti široko in interdisciplinarno področje, kjer se srečujejo različne stvari. No, jaz bi tukaj opozoril še na en članek oziroma članek v Slovenski reviji o slikovnem jeziku, današnji neskladni uporabi, slovenski jezik in današnja neskladna raba, ki govori o vizualnem jeziku, tem slikovnem obratu in tako naprej. Vse skupaj mogoče rabite pol ure, da tole preberete, ampak da res dober tak širši kontekst za tale naš predmet. In predvsem, da pravzaprav v teh naših izobraževalnih programih od osnovne šole pa do srednje šole naprej, da je pravzaprav premalo teh vsebin, ki bi učence naučili tega vizualne strani pri razumevanju, pri analizi podatkov. No in na koncu, da zaključimo današnje predavanje, še nekaj posnetkov, namreč v našem laboratoriju se Boje Klemenc ukvarja z vizualizacijo glasbe. Predvsem ga zanima vizualizacija akordov in razmerij v glasbi. Tukaj je članek, kjer je ta osnovna ideja razložena in pa potem tudi nekaj, kako bi rekel, primerov imamo na YouTubeu, kako ta stvar izgleda in kako zveni. Se kaj sliši? Ta vizualizacije glasbe so zanimive tudi zato, ker s pomočjo vizualizacije lahko neko glasbo spremljamo v nekem širšem časovnem okvirju, ker pač neka glasba izveni v nekem trenutku, zdaj pa še to vizualiziramo, lahko pa, ko bi rekel, opazujemo strukturo celotnega glasbenega dela in tako naprej. In to so pol pač ti principi, kako izbirati barve in kako, ko bi rekel, te vizualizacije lahko pomagajo tudi pri učenju recimo igranja na določen glasbeni inštrument. Smo celo razvili klaviaturo, kjer se te tipke obarvajo glede na to,
katere tipke so bile že prej zaigrane, ne, se pravi, da nam barve pokažejo, katere tone je možno med seboj kombinirati, ne, oziroma ne, kateri toni pašejo drug drugemu in tako naprej. Ok, to je vse za današnjo temo. Vizualizacije, je kakšno vprašanje? Ni vprašanj? Ok. Nič, potem se pa za danes poslavljam. Predvsem ostanite zdravi in se spet vidimo čez teden dni. Hvala za pozornost. Adijo.